Marca letos so najvišje ležečo grajsko trto obrezali in pripravili in glede na jesenski pridelek so to storili več kot odlično. Trta na Blejskem gradu, potomka mariborske najstarejše trte na svetu, je letos rekordno obrodila. Na gradu so namreč obrali 7 kilogramov grozdja. Pogoji, v katerih uspeva, niso ravno najlažji, ampak uspeva vam odlično. Kakšen je recept, kaj se skriva tukaj zadaj? Ja, jaz mislim, da to zaradi tega, ker ta trta res ima dosti varuhov in skrbnikov in vedno, ko pridemo in jo pogledamo, se z njo malo pogovarjamo in rečemo rasti, rasti trtica. Tudi spomladi smo jo zelo lepo obrezali, smo prav strokovnjaka iz Maribora, ki ve, kako je treba s trto delati in tako in je uspelo. Obiranje je nadzoroval varuh stare trte iz Maribora Alojz Jenuš, ki pravi, da je blejska trta pravi mali čudež. Zraven je bil tudi leta 2011, ko so cepič mariborske 450 let stare trte posadili na Blejskem gradu. In smo ga oktobra sadili. Že to je bilo nekaj. Oktober pa saditi staro trto. Ne gre skupaj nikako. Ko pridemo na Bled, jama 30 cm, da je beton, gori beton. Spet ne gre skupaj. Smo pa srčno upali, da bo, ker korenine pa je potegnila po betonu. In to izgleda paše, ker je toplo, spodaj pa gori in fenomenalno raste. Obrano sladko grozdje smo lahko tudi sami poskusili. Ostalo grozdje pa bo romalo v Vipavo, kjer skupaj z grozdjem ostalih potomk trte iz Maribora nastane vino pod imenom Mladovita. Po naslednje leto ob tej trgatvi bomo imeli za vsaka potomka dobi nekaj stekleničk. Ni to veliko, ker od 23 potomk predelamo nekje od 50 do 60, maksimalno 60 litrov tega vina. Tako so letos nazdravili z vinom, ki so ga pridelali v lanskem letu. Pravijo, da je za trgatev vedno potrebno ponuditi lansko vino. Le tako velja za dobrega gospodarja in vinogradnika. In na Gorenjskem postajamo v vinogradništvu vedno boljši, saj pridelka iz leta v leto več. Nekoč je Bled že veljal za znan vinorodni okoliš in mogoče bo v prihodnosti Bled med drugim ponovno znan tudi po sladkem vinu.